Indijske varnostne sile so v Kašmirju zaradi uporabe prekomerne sile od leta 2016 ranili in ubile številne civiliste. Združeni narodi so zato pozvali k mednarodni preiskavi domnevnih kršitev na spornem ozemlju. V prvem poročilu Združenih narodov o človekovih pravicah v Kašmirju, ki ga opravljata tako Indija kot Pakistan, je bil Pakistan pozvan k takojšnji prekinitvi zlorabe protiteroristične zakonodaje pri preganjanju miroljubnih aktivistov in takojšnji odpravi nesoglasij. Na poročilo, ki se je zavzemalo za žrtve na obeh straneh, se žal ni odzvala nobena od vpletenih vlad. Gorati Kašmir je večinoma muslimanski, razdeljen med državi z dobro jedrsko oborožitvo, ki sta vsaka zase prepričani, da Kašmir pripada njej. Zaradi tega sta praktično od leta 1947, ko sta se državi ločili, v vojni. Indija že dolgo obtožuje Pakistan, da usposablja in oborožuje militantne skupine ter jim pomaga, da se infiltrirajo čez močno militarizirano linijo nadzora, ki ločuje obe strani. Islamabad očitke seveda ostro zavrača. Severna in Južna Koreja sta prvič po več kot 10 letih vodili dvodnevna vojaška pogajanja potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump objavil načrt, da ustavi skupne vaje z Južno Korejo. Pogovori, ki so potekali v mejni vasi Panmunjom v demilitarizirani coni, so sledili z medkorejskega vrha v aprilu, na katerem so se voditelji obeh Korej strinjali, da bodo odpravili napetosti in prenehali vsa sovražna dejanja. Trump je med srečanjem s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom v Singapurju dejal, da bo ustavil drage, provokativne vojne igre z jugom. Španski minister za kulturo Maxim Huerta je včeraj odstopil iz nove en teden stare španske vlade, saj se je po poročanju lokalnih medijev pred 10 leti, ko je delal kot televizijski novinar, izognil plačilu davka. Huerta, ki ga je prejšnji teden vlado kot kulturnega ministra imenoval premier Pedro Sánchez, je na novinarski konferenci v Madridu povedal, da je popolnoma nedolžen in da je davčnemu ministrstvu za obdobje od leta 2006 do 2008 plačal globo, potem ko je prišlo do spremembe zakonodaje. Kljub prepričanju, da je nedolžen, se je odločil za odstop, kar prav gotovo kaže politično držo, ki bi jo morali spoštovati prav vsi politiki.